Spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, lepo pozdravljeni, lepo pozdravljene. Tudi tebi, Goran, en lep, prav prisrčen pomladni pozdrav. Kako si? V redu, zelo hvala. Ti tudi v redu? Ja, tudi odlično. Zima gre ven, tako da. Tako. In povej mi, o kom bo danes tekla beseda? Praviš, da bova govorila o enem ustvarjalcu, ki je tak vsestranski, ki se ukvarja z več različnimi umetnostmi. O kom bo tekla beseda? O nikomer drugemu, kakor o velikemu ameriškemu režiserju Davidu Lynchu, ki je eden najbolj kultnih, najbolj znanih, tudi najbolj vplivnih režiserjev še tudi dan današnjih dni, ne samo desetletja nazaj. Torej, Lynch z letnico rojstva 1946. Tako. Praviš, da je eden največjih vizualnih umetnikov 20. stoletja, celo filmska internetna stran AllMovie pravi, da je največji filmski režiser naše moderne ere. Res je. Kaj pa ti praviš za njega? Ja, definitivno bi se tukaj kar strinjal. Tudi najprej naj že kar na začetku povem, da sem sam tudi veliki ljubitelj njegove umetnosti, predvsem filmske, tudi slikarske. In zato ne preseneča, da smo si tudi njega danes izbrali, kot tudi, da ga sedanja filmska stroka in kritika priznava za enega najbolj vplivnih, če že ne najbolj priljubljenih, pa definitivno vplivnih filmarjev zadnjih desetletij. In kot si rekla, vsestranski, kot nek človek renesanse, torej tisti, ki na večjih različnih področjih ustvarja. Ne samo kot filmski režiser, po čemer ga nekateri morda najbolj poznajo, je seveda tudi slikar. Začel je kot slikar, kot bomo videli, tudi fotograf kasneje, pisatelj, sam tudi igralec, ki nastopa v stranskih vlogah v nekaterih svojih filmih, serijah. Seveda tudi glasbenik, z glasbo se ukvarja, sodeluje s priznanimi glasbeniki. Tako da ta seznam je kar dolg pri njemu. Vidimo in vizualistični, in nekako glasbeni in literarni umetnik. Vse to je David Lynch. Danes kot glavnino si bo seveda filmsko ustvarjanje ugledovala. Pa je danes kljub zavidljivim letom še vedno ustvarjalen, še dela? Še vedno, vsekakor. On nikoli ne miruje, nikoli ne počiva. Sicer že res celovečerec je nazadnje posnel daljnega leta 2006, serijo tretja sezona Twin Peaks 2017, pa vendar je aktiven v teh svojih kratkih filmčkih in umetniških eksperimentalnih videih, ki jih pač snema, to pa še dan danes. Kaj pa naprej pripravlja, bomo pa še videli, ker njegov lahko včasih zelo preseneti, njegove ideje. Pa dajva se najprej lotiti njegovih otroških dni. Ne? Vedno praviš, da otroštvo zelo zaznamuje ustvarjalca, njegovo ustvarjanje. Kaj je zaznamovalo Lyncha v njegovem otroškem obdobju? Praviš, da so bile tu selitve, oče, narava. Kaj ga je zaznamovalo in kaj ga je pozitivno zaznamovalo tudi? Ja, tako kot smo videli pri nekaterih teh režiserjih, sploh ko smo si ogledali že Polanskega ali Herca v prejšnjih oddajah, ki sta imela obadva, predvsem zaradi druge svetovne vojne, precej žalostno in morbidno otroštvo. Pri Lynchu je pa seveda nasprotno. Letnik 1946, rojen v Missouri, to je mestece v Montani, to je ena od teh zveznih ameriških držav, bolj severovzhodno, na meji s Kanado, tam se to nahaja. In on je bil tam pač rojen, očetu, ki je bil znanstvenik, Donald Lynch, njegov oče. Ko se rodi David, je njegov oče zelo pomemben znanstvenik in raziskovalec in tudi že samo rojstvo. Lynch se rodi v Montani, v neki taki pokrajini državi, kjer je zelo gorata, precej tudi veliko gozdov je tam, iglavcev, jezer, in ta narava ga že kot otroka zaznamuje. Kasneje se družina, vsi trije skupaj z materjo, se selijo po različnih delih Združenih držav. In tudi Idaho, recimo, še ena od teh severnih držav, ki ima zelo čudovito pokrajino, kar ga zaznamuje. Gredo pa tudi na, bova rekla, jugovzhod v južne ameriške države, recimo Severno Karolino ali Virginijo. Tudi tam je nekaj časa bil že kot najstnik. In ne samo narava, tudi mesta ga fascinirajo, kjerkoli se družina nahaja. In enkrat je izjavil, ko je bil že starejši, kaj je v otroštvu in najstniških letih vplivalo nanj.
Všeč mu je bila ta idilična podoba tipične ameriške vasice ali mesteca, kakorkoli. Modro nebo, beli oblaki, rdeče vrtnice, cvetlice, bele. Ta nekako urejena fasada hiše, kjer živijo družine, ki na prvo oko nimajo nobenih težav. Pa vendar je neko zlo, se nahaja pod travo oziroma v travi so pa, kot on govori, red ants, rdeče mravlje. In to je nekaj tisto, kar pa že ponazarja, da družba ni tako idealna in sterilna, kot izgleda na prvo oko. Naj omenim še to, da tudi takrat, ko je bil še otrok oziroma najstnik, je imel neko čudno navado, da je včasih kot bodoči umetnik že eksperimentiral in nekaj ustvarjal, vendar je večkrat eksperimentiral z drobovjem malih povoženih živali, ki jih je našel ob cestah. In to je ena tistih temačnejših, bolj abstraktnih plati Davida Lyncha. Tako, ampak ja, je imel zanimivo otroštvo, se pravi narava in gozdovi in ta sterilna ameriška mesta, to je vplivalo nanj. Tukaj se še ni srečal s temačnostjo in zločinom, kot se bo kasneje, kot bomo videli, v večjem mestu. Želi si študirati slikarstvo, ampak ne v ZDA, gre v Evropo za svojimi sanjami. Ja, no to je zanimivo. On na začetku ima predvsem slikarske ambicije, ne filmskih. Zanimivo, ja, kot da to še enkrat poudarjava. Z enim svojih boljših prijateljev v najstniških letih, to je bilo leta 1964, se odpravita v načrtu je, da bi 3 leta potovala po evropskemu kontinentu, ker tu je le nosilka kulture, zibelka slikarstva. In zanimivo, odločita se Lynch in ta Jack Fisk, njegov prijatelj, ki z njim potuje, za Avstrijo, da bi v Salzburgu študirala slikarstvo. In tam nekako potrkata na vrata velikega priznanega avstrijsko-češkega slikarja, samega Oskarja Kokoške. Zelo znamenit, ekspresionistični slikar. In neka teza pravi, da je takrat bil nedosegljiv, da sploh nista prišla do njega. Druga pravi, da jo je sicer sprejel, pa da ni bil nekako sam Kokoška navdušen nad idejami mladega Lyncha, kako vidi mladi najstnik slikarstvo, kakšne poglede ima pa sam Oskar. Drugačna sta si bila. Tako, preveč sta imela različne poglede. Tako da ali ena ali druga, karkoli drži točno, zdaj bi težko rekli. In od načrtovanih 3 let po Evropi sta samo 2 tedna ostala tukaj, v Avstriji in nasploh v Evropi. Sam Lynch je tudi ugotovil, da sam Salzburg in avstrijska alpska okolica, da to je pa še nekaj bolj sterilnega to mesto, kot so ta majhna ameriška mesteca, da je pa to tako sterilno mesto in brez nekih večjih težav, da nekako ne najde tam pravega navdiha in neke akcije. To je zanimiva njegova pripomba. Pa vendar je ta obisk Evrope in te arhitekture zelo močno vplival tudi nanj. Kasneje tudi postal nekako obseden z zanimivim češkim pisateljem Francem Kafko, kot bomo videli tudi v filmih. Ampak ja, vrnila sta se hitro nazaj v ZDA, v bistvu v Filadelfijo potem. Kjer začne študirati slikarstvo ali opusti te ambicije? Kjer začne pa dejansko študirati slikarstvo na njihovi Akademiji lepih umetnosti v Pensilvaniji, v tem mestu Filadelfiji. In še vedno gre tukaj dalje sedaj, slikarstvo on do konca nekako izpelje. Takrat se tudi poroči z neko teh svojih, bo rekla, sošolk, ki vsi to študirajo slikarstvo in tudi spodbujajo eden drugega zelo. Rekel je, da ta leta v tej, bo rekla, v Filadelfiji, da so nanj močno vplivala. Slišal je, da so tam slikari, ki nenehno spodbujajo eden drugega. Ta umetniška, boemska, slikarska scena takrat, češ da delijo ideje, kaj bi kdo slikal in to je bilo njemu zelo na kožo pisano. Tako da tukaj se s tem slikarstvom dejansko študira in začne ukvarjati, pa vendar ne bo to tisto, po čemer bo znan. Dejansko začne potem v letih 66, 70 svoje prve filme ustvarjati. Takrat pride obdobje kratkih filmov. Sedaj pa se bo ogledala še, kako je prišel na to idejo, zakaj ta preobrat. On je takrat v slikarstvu, kakor vidimo. In leta 66, to je leto, ko pride ven njegov prvi kratki film, Six Figures Getting Sick. Takšen je naslov. Se pravi, 6 figuram postane slabo, kot bi lahko to prevedli. Ponovi se 6-krat. To je v bistvu njegova slika. Ideja je bila kot slika. On je narisal 6 takih morbidnih, grotesknih obrazov teh figur.
sploh 60-ta, pozna 60-ta so tudi znana po eksperimentiranju. In sedaj mu to ni bilo dovolj, želel je, da je ta slika gibljiva njegova kot animacija, torej kot risanka, kar je pa že bližje filmski umetnosti. In teh 6 glav 6-krat pač izbljuva neko snov in to se v neki sireni ponovi, kakor sirena reševalnega vozila. In to je bila taka abstraktna podoba, tak kratki nekajminutni filmček je nastal. Potem tudi leta 68, še vedno je v slikarstvu, pa vendar sedaj se že spogleduje pa tudi s takšno idejo, da bi bili njegovi filmi na pol kot animacije, risanke, na pol pa igrani s pravimi igralci. In tukaj se znajde, ker še nima nekih profesionalnih igralcev, kar to svojo ženo, sedaj Peggy Lynch, ki je z njim poročena takrat, prosi, da kar ona nastopi v tej vlogi ženske, ki jo mučijo nočne more. In sicer film The Alphabet ali Abeceda, kako žensko mučijo neke sanje grozne, da si ponavlja v sanjah abecedo. Zakaj tudi to? Ker sam Lynch šole nikoli ni maral, kot je rekel, niti osnovne, niti kakorkoli, ker se mu je to zdelo nekako, da učitelji ubijajo umetniškega duha in svobodo. On je pa vedno kot upornike pač bolj častil, tudi sam se je tako štel. Mladi po srcu in uporniški, to je njegov moto v mladih letih. To je prvo, kot drugo je pa sama žena Peggy mu pripovedovala, da je njena nečakinja neko noč imela nočne more v abecedi. In mu je bila to ideja, pač, da bi on kar... Tako mu je bilo všeč, da je kar sami Peggy predlagal, da to posnameta. In ko ona to sanja in ko je neka krijo poliva tam po rjuhah in ona abecedo ponavlja in te črke letijo iz ust A, B, C, D in tako dalje. Surrealistična stvaritev. No, ampak to je tudi nekajminutni filmček, najdaljši od teh krajših, če lahko rečeva, ki je že blizu 1 ure tam nekje, ali malo manj, ali malo več, je pa Babica, The Grandmother, iz leta 1970, kjer je pa večina filma že snemanega in ne nič več samo animiranega. To je tak interesanten podatek. Je pa zelo abstraktna, surrealistična zgodba o nekem fantu, ki je nekako strani staršev ali zanemarjen ali ustrahovan, ker imata neke težave, alkoholika, mati in oče. In to ni v redu za otroka. In zamisli si pa, da bi imel rad babico, tista, ki bo bolj pogledala nanj in skrbela. Skrbela za. Tako. In ker je pa to abstrakcija in surrealizem in babice dejansko nima, samo starša žal, ki sta propadla oba dva, on potem kar sam posadi kakor bi za rastlino ali za drevo neko sadiko posadili, neko seme, on to zaliva na svoj lastni postelji in tam zraste ven pač babica. To je ta abstraktni temačni svet Davida Lyncha. In ta ženska babica potem ga ima zelo rada in skrbi zanj, mu daje tisto ljubezen, ki mu je starši niso izkazali. Žal ima rok trajanja, pač ta ženska, ki je umetna, ki pač ni rojena iz človeka, ampak iz zemlje, žal tudi ne traja dolgo in on to babico izgubi na koncu, pač takšen je film. Abstraktna Lynchovska stvaritev. Sedaj se res zasidra v svetu filma. Torej dejansko te njegovi prvi filmi so si zelo različni glede tematike in glede vizualizacije. Tako, da prvi dejansko popolnoma ilustriran te figure, drugi abeceda je že nekako pol-pol, tretji babica je pa večino že igrani. Vsi tematika je drugačna, pa vendarle so vsi temačni, abstraktni in je že tisti nekakšen paranormalni ali surrealistični pač pridih, ki ga bo Lynch razvijal dalje. Še nekaj bi omenil, ko z ženo bivata tukaj v tej Filadelfiji, kjer on ustvarja tudi te filme in kjer slika, živita v zelo nevarni soseski. Stanovanje dobita 12-sobno, zelo poceni. Ampak zakaj? Ker je to stanovanje v ulici, kjer se sami zločini dogajajo. In to je pa prvič, da se sreča res s strahom oba dva, predvsem David, on. Tega ni poznal v majhnih mestecih, sploh pa ne v Salzburgu. Tukaj so pa res tolpe, kot poroča, že ko sva se z ženo vselila v to stanovanje, čez 3 dni kasneje so že otroka ustrelili na ulici pred najinim oknom.
Tudi vlom sta doživela v stanovanje, avto so jim ukradli in podobno. Tako da to nasilje ga bo tudi pa zaznamovalo za Pa naprej. je morda to načrtovano se vselil v takšno sosesko ravno zaradi tega, da se spozna s strahom? Ne, definitivno ne. Ni bilo načrtovano, sploh ker je imel tudi še mlado ženo, ki je bila noseča in nasilje ni bilo ravno zaželeno. To je bilo slučajno tako. Sumljivo se jima je zdelo, ker je cena nizka, pač za stanovanje nista pa tega pričakovala. Tako da tukaj se je on s to grozo malce že seznanil, kako izgleda nasilje ali smrt nedolžnega otroka na ulici. To je pustilo pečat. In kdo od filmskih ustvarjalcev je najbolj vplival nanj? Ja, sedaj po tej babici, ko smo videli od leta 70 dalje, se pa nekako kar odloči polno, da se bo bolj ali manj kar s svetom filma ukvarjal. Seveda zraven tudi še s slikarstvom, tega ni nikdar čisto opustil. Pa vendar, ja, zelo veliko se je zanimal bolj kot za ameriške filmarje, za evropske, ker on je vedno navdih iz evropske vizualne kulture imel. In tudi filmarji, recimo režiserji, so mu zelo blizu znameniti Roman Polanski, ki sva si ga že ogledala v oddaji. Njega je imenoval za veliki vpliv. Tudi Jacques Tati, zanimiv francoski režiser, Federico Fellini, recimo iz Italije. Morda tudi Ingmar Bergman, švedski mojster drame, melodrame in abstraktnega filma včasih. Zelo pomembno vlogo tudi španski Luis Buñuel igra. To je tisti praoče vseh, bo rekla, tudi na Polanskega je že vplival. Teh surrealističnih, nadrealističnih dram in filmov. In to je Lynchu zelo blizu. Tako da vizualno in tematsko se je sam vedno definiral, da ima raje evropske režiserje. Od ameriških je samo dva imenoval vpliva. Veliki Stanley Kubrick, da so mu všeč njegovi filmi, ki je tudi sam snemal Kubrick v Angliji, kot vemo. In recimo drame ali komedije Billya Wilderja, tudi ta režiser mu je bil zelo všeč. Tako da, ja, načeloma ima pa tukaj pred očmi ali Buñuela ali Polanskega in nekako. Poleg tega, da bo še ta svoj jaz in svoj stil z leti izoblikoval. Pa je potem domač predvsem v nadrealizmu, ali zakaj se potem odloči? Ja, bolj ali manj ima te nadrealistične, se pravi šok elemente v filmih. Če še enkrat omenimo, da je gledalcem bolj jasno, se smo že omenili, nadrealizem je nekaj, kar, če prikazujemo življenje na prvo oko vsakdanjih ljudi, potem se pa naenkrat neki elementi vmešajo, ki gledalca ali šokirajo ali presunejo, zmedejo, kar je nenavadno in tudi takšen način življenja potem ima ta človek, ki ni več vsakdanji človek v tem filmu nadrealističnemu in to je njemu definiralo pot. Potem pridemo počasi, ko sva že tu, lahko že izpeljeva do prvega celovečernega filma Davida Lyncha, ki je še dan danes ena bolj surrealističnih stvaritev njegovih. In sicer Eraserhead. Sneman leta 77. Tako, sneman v bistvu 5 let, od leta 1972, končan pa šele leta 1977. Zakaj tako dolgo snemanje, to me zdaj zanima. Ja, to je zanimivo. Prvi njegov film, črno-bel še seveda, igrani v celoti. Znameniti Jack Nance je nastopil v tej glavni vlogi, ki bo pri vsakemu Lynchovskemu filmu v stranskih vlogah potem igral, tukaj pa celo glavni vlogi. Prvič. Ja, on je, ker je bil še mlad, neznan režiser, ki šele začenja to svojo kariero in ker je tako abstrakten, da nima finančne podpore strani velikih studijev, je moral kar 5 let ustvarjati zaradi nerazumevanja studijev in finančne luknje ta prvi film, kar se zgodi marsikakšnemu kasneje velikemu režiserju na začetku seveda. In načrtovan je bil, da bi bil isto kratki film, kot recimo The Grandmother, ampak na koncu pride kar 89-90 minutni celovečerni film. In večina, sploh v New Yorku, ni bil dobro sprejet, ko so to prikazali. Zelo dobro je pa v Kaliforniji bil sprejet, nek kritik ga pač opazi in vidi, da je potencial v mlademu Davidu Lynchu. Film je pa črno-bela kot nekakšna v slogu Nočne more in na pol realizma, se pravi surrealistični, v nekaj distopični pokraj, v nekem mestu v prihodnosti, popolnoma industrijska okolica, glavni lik Henry Spencer, ki ga igra ta Jack Nance, ki se poroči z neko žensko,
ki pa ona potem rodi neko čudno bitje, ta njegov sin, kot bi bil otrok deformiran in ona ga zapusti njemu, da mora ta Henry, ki je vodja neke, pač v tem industrijskem svetu, vodja nekega projekta, mora sedaj na začetku proti svoji volji skrbeti za tega sina, ki se ne razvija tako, kot bi se moral. In imamo zopet te halucinacije in neke nočne more in to je gledalce presunilo takrat. Ameriško občinstvo tako, sploh pa še zato, ker tudi na evropsko sceno niso vajeni. Kaj šele na novega Davida Lyncha, ki se zdaj vzpenja. Tako da ja, eden od kritikov ga je pa dobro ocenil in on mu je tisto pot naprej potem tlakoval. Danes ima zagotovo ta film nek kulten status. Kulten status, definitivno. Kot bo kasneje tudi znamenita serija Twin Peaks, kot bomo videli. Tako, ampak ima svoje fene. Ampak najprej o tem drugem celovečercu, s katerim pa je osvojil publiko, Človek slon iz leta 80. Tako, ja. Kdo zaigral v njem in kakšna je tematika tega filma? Tako, ravno tako kot prvi Črno-bel, pa kar precej drugačen in kot pravijo nekateri, dosti bolj gledljiv mainstream film, ker je tudi evropsko-ameriško občinstvo s tem osvojil nekako, da se je malce bolj odprlo. Resnična zgodba Johna oziroma Joseph America iz viktorijanskega Londona, ki je bil tako izmaličen, da so mu rekli kar človek slon, zato The Elephant Man, kot pač v izvirniku. In tukaj se pa v viktorijanskem Londonu dogaja zopet to temačno črno-belo vzdušje, delavski razred, tovarne, megla, spušna para, to je ta prvi svet Davida Lyncha v filmih. In nek zdravnik, ki se pa postavi na stran tega zatiranega človeka slona, Frederick Travis, ki ga pa igra Anthony Hopkins tukaj. Lynch prvič sodeluje z nekim priznanim igralcem to pot. Tudi ženska Anne Bancroft, ta glavni ženski lik, ki ravno tako razumevajoče tega America slona sprejme. Znamenita igralka, ki je že v Diplomirancu igrala z Dustinom Hoffmanom. Tako da tukaj ima Anthonyja Hopkinsa in Anne Bancroft v teh glavnih vlogah. Sam človek slon je pa tudi John Hurt, precej znani angleški igralec, danes že pokojni. Takrat pa, ki ga tukaj nikdar ne vidimo kot samega Johna Hurta, ker je nenehno v maski seveda, kot človek slon. In ta film je pa dosti, bova rekla, kar lepo kritiko požel in Lynch je s tem filmom nekako se predstavil širši publiki, drugače kot z Razorheadom s prvim. To je zanimivo. Potem v tretje gre pa nekako znanstveno fantastiko naprej. Ja, tretji film je pa čisto zopet preskok. Če gremo dalje, sedaj vidimo, da celovečerci samo kar hitro nabirajo. V leto 1983, 84, kakorkoli, film Dune, Puščavski planet, The Desert Planet. To je pa tudi en bolj kultnih danes znanstveno-fantastičnih filmov. Po romanu Franka Herberta, to je znameniti ameriški pisec znanstvene fantastike, ki je pa takrat so pač izbrali Lyncha za režiserja po uspehu Človeka slona. Poigravali so se z idejo že prej, da bi Alejandro Jodorowsky, znameniti čilenski režiser, posnel ta film, vendar se ni nikdar realiziralo. Lynch je leta 1983 zopet v svojem slogu zelo temačno to vesoljsko dramo z akcijo kakorkoli posnel. Film naj bi bil 4 ure dolg, če bi ga Lynch zmontiral po svojih idejah. Ampak je bil 2 uri, še ne? Daljši od 2 ur, ampak dosti krajši od 4. In Lynch ni bil zadovoljen s tem, studiji mu niso dovolili montaže, proste roke. Zato se je pač film odrekel na koncu in tudi kot da to ni njegov izdelek, ker to ni njegova končna vizija. Pa vendar, to je prvi film o barvah, da povejo še nekaj, ker prejšnja sta bila črno-bela. Temačna zgodba leta 10191 v prihodnosti se dogaja na planetu Dune. Imamo sicer več planetov, feudalni vesoljski sistem, iz enega planeta vlada cesar vesolja, na enem planetu je hiša Atreidov, na enem planetu je hiša Harkonnenov, to so dinastije, ki so v feudalnem sporu med sabo. Baron Harkonnen proti vojvodi Atreidu in vsi se pa za ta puščavski planet bojujejo, kjer se neka začimba prideluje za govorce resnice, cesarjevi pomočniki in razni. Zelo obsežna, v tem filmu bi lahko dajo posebej imeli na tem romanu.
Ampak seveda na koncu, da je tako, da naj bi dobro porazilo zlo, Atreidi, ki so elegantni in pravični nad pokvarjenimi Harkonneni, prevladajo. Pač, to je prvi del filma, ker potem ni dobil Lynch proračuna, da bi še drugi del Duna posnel, ko pa ni več tako črno-belo. Pa vendar, tukaj je mednarodna zasedba zelo in tudi nekaj takšnih igralskih imen, ki so zelo zavidljivi. Večino britanskega kadra, angleški igralci sodelujejo z njim pri Dunu, Patrick Stewart, znameniti recimo, Francesca Ennis, ki igra mamo glavnega lika v tem filmu. Potem recimo imamo tudi Freddie Jones, še eden od teh kultnih angleških igralcev. Kar se tiče pa ameriških, imamo pa tukaj prvič Lynch sodeluje z igralci, s katerimi bo sodeloval še tudi naprej. kasneje. Tako, znameniti je takrat še mladi Kyle MacLachlan, ki bo njegov eden največjih igralcev, tukaj prvič v glavni vlogi v Dunu. Mladega Paula Atreida igra, borca za planet Dune, voditelj svobodnjakov in ki vodi džihad, sveto vojno proti hudobnim Harkonnenom in podobno. Potem recimo tudi Everett McGill, eden od teh igralcev, tudi nastopi kot eden od teh svobodnjaških bojevnikov. Ponovno Jack Nance v stranski vlogi, ki je imel glavno vlogo v Eraserheadu, tega Henryja, kot smo omenjali. Tako s temi tremi igralci bo Lynch večkrat sodeloval, to je zanimivo. Potem še nekaj iz evropske scene, Jürgen Prochnov, znameniti nemški igralec, ki očeta tega Paula Atreida igra v tem filmu, vojvoda Atreida, atreidskega vojvodo, bomo tako rekli. Max von Sydow, tudi kultni igralec. Nekaj zelo Silvana Mangano, kultna italijanska igralka, nekaj velikih teh imen. Sting, takrat znan pevec, igra tukaj negativca, recimo v filmu in podobno. Tudi vizualno je film na pol futurističen, na pol pa jemlje modo kot iz carske Rusije iz 19. stoletja. Ta Šadam IV, cesar vesolja, je zelo podoben, kot bi gledali carje iz družine Romanov in podobno. Tako da kombinira nekaj ruskega, nekaj iranskega, nekaj pa zelo futurističnega. Tako. Film je vreden ogleda, če ravno to ni bil najbolj njegov ocenjeni film. Pretežek za gledalce morda in abstrakten. Potem lahko rečeva, da je bil najbolje ocenjen Modri žamec, ki je kasneje, 3 leta kasneje išel. Tako, pridemo leto 1986. Ko pa naslednji film je zopet popolnoma drugačen od Duna, ni neka futuristična zgodba, tudi dosti drugačen od Človeka slona in Eraserheada, recimo. Drugi njegov barvni, četrti celovečerni The Blue Velvet oziroma Blue Velvet, Modri žamet. Ki pa je, tukaj se pa že začrta ta tipičen Lynchovski pridih, kakšni bodo pa sedaj bolj ali manj nadaljni filmi in serije Davida Lyncha. Tukaj pa prvič, da gre v to zgodbo, neko majhno, na videz sterilno ameriško mestece, kot bi se vrnil v svoja otroška leta. Bela ograja, rdeče cvetlice ali vrtnice, gasilci v službi, družinski očetje, matere, na prvo oko vse lepo, vendar pa znotraj mesta in za zidovi pa biva neko zlo, seveda. To je ta Lynchovski potuhnjeni demon, bomo rekli, ki se skriva za lepo fasado porcelana. In tukaj je zgodba nekega Jeffreya Beaumonta, ki pa ga zopet igra Kyle MacLachlan, sedaj že drugič v glavni vlogi. Torej nek tak stalen kolaborant. Tako bi lahko rekli, ja. Definitivno. In on igra nekega tega mladeniča, ki obišče očeta, ko je ravno oče doživel kap, po obisku iz bolnišnice, najde v travi odrezano človeško uho. In tukaj se že vidi, da mestece ni tako nedolžno in brez kriminala. Kot se sprva zdi. Zaplete se potem pač ima neko ljubezensko, neko simpatijo svojo, bo rekla, znajstniško prijateljico, ampak dejansko v erotično se zaplete pa s precej starejšo žensko z neko pevko v baru, ki igra znamenita Isabella Rossellini. In sedaj vidi, da to odrezano uho je pač ta link, neka veza s to pevko, ker njen mož in otrok sta bila ugrabljena in to uho njenemu možu od te pevke pripada. In tukaj imamo še potem neko gangstersko tolpo, kjer pa je voditelj nihče drug kot znameniti igralec Dennis Hopper, ki pa je znan po raznih psihopatskih ali
negativnih vlogah in tukaj naj bi življenjsko vlogo odigral kot tega negativca, ta Dennis Hopper, ki je ugrabil moža te nesrečne ženske in jo sedaj izsiljuje, da se možu ali otroku ne bo še kaj hujšega zgodilo, če se mu pevka ne preda. In sedaj Jeffrey in njegovo dekle pač pomagata tej ženski in se še sama v to zelo zapleteta. Ampak je nekako srečen konec tukaj, zopet tisto dobro, ultra dobro premaga ultra zlo na koncu. Film je lahko razumljiv nekako in se mu da slediti, za razliko od nekaterih kasnejših filmov, kot bomo videli. In ja, tukaj dejansko drugič je pač sodeloval z McLachlanom, ki je igral v glavni vlogi, prvič pa Lynch pač njemu pride na pomoč. Tako Angelo Badalamenti je pa tisti, ki sedaj prvič pri Modrem žametu z njim sodeluje in nekako izrazito glasbo ustvari, ki je takšna malce sanska, napol mistična, nekaj črpa iz 60-ih let tudi. Tudi samo skladbo Lynch je odraščal pozna 50-ta, 60-ta leta. Veliko rad ima glasbo starih pevk in pevcev iz ZDA, recimo Roy Orbison in podobno. In tukaj tudi neko pesem Roya Orbisona uporabil v Modrem žametu in podobno. Tako da glasba je zelo pomembna v njegovih filmih, sploh od tega žameta naprej. Potem pa pridejo pozna 80-ta leta, zgodnja 90-ta in Lynch v bistvu v vsej tej svoji karieri, na vrhuncu svojih ustvarjalnih moči. In takrat nastane tudi serija Twin Peaks. Najbolj kultna, najbolj uspešna serija, bi lahko rekel tako. Vseh časov, ne samo v ZDA, na ameriški televiziji, ampak morda kar na planetu, če govorimo o tem. Nekateri pravijo že, da je Modri žamet tisti prvi film, ki napoveduje svet Twin Peaksa potem za naprej. To dejansko tega ne moremo zanikati, je res tako. Twin Peaks zgodba in lokacija seveda bo čisto drugačna kot v Modrem žametu, pa vendar zopet neko mestece, kjer na prvo oko lepo, v bistvu se pa zločini dogajajo pač pod površjem. Tukaj se je Lynch združil v poznih 80-ih z Markom Frostom, enim od teh televizijskih producentov, tudi režiserjev. Najprej sta razmišljala, kaj bi sploh snemala, ideja ni takoj padla, ti liki in kaj bo zgodba. Najprej sta želela pač posneti serijo o Marilyn Monroe, tej znameniti igralki, ki je tako zgodaj umrla, začetek 60-ih let. Skrivnostna življenja Marilyn Monroe, ampak potem sta to opustila in sta se bolj usmerila, da bi neko nadžanrsko serijo, ki pa so z elementi kriminalke, komedije, z vsem se bo spogledovala, da bi to ustvarila, neko majhno mestece, kjer bodo sami abstraktni ljudje živeli, vsak ima svojo skrivnost in podobno. In prvi delovni naslov je bil Northwest Passage, se pravi severozahodni prehod, če bi to nekako dobesedno prevedli, ker se bo dogajalo v najbolj zahodni severnoameriški državi, to je država Washington, severno od države Oregon, južno od Kanade, ki gleda na ta Tihi ocean. Največje mesto je tam Seattle, recimo, da si predstavljamo. To pa bo Twin Peaks je pa potem kasneje dobilo šele ta naslov, ta serija, nič več Northwest Passage, ampak Twin Peaks kot dva hriba ali dvojni vrh, kot to pomeni v slovenščini, ta simbolična ikona mesteca. Ustvarili so te družine, pač družina Palmer, Hayward, več je teh družin recimo, tudi Horan, tisti, ki so hotelirji, bogatejši. V glavnem tega je na stotine teh likov v seriji. Glavna zgodba je pa, da pridemo na to. Umorijo neko najstnico, srednješolko po imenu Laura Palmer. Najdejo njeno truplo, ribič najde njeno truplo, toč Jack Nance igra zopet tega ribiča, Pete Martell po imenu v seriji. To je zelo tak znameniti uvod prvega dela serije. Potem šerif pride, narodni pomočniki šerifa, ki so malce komični. Tukaj se že elementi groze in humorja mešajo, že vidimo ta surrealistični pridih. Ker niso pač vešči tega reševanja, pride pa na pomoč agent FBI, zopet igralec Kyle MacLachlan, ki igra znamenitega Dale'a Cooperja, tega agenta, ki ima svoje posebne metode reševanja zločina, tudi preko sanj,
ker občuduje Tibet, tibetansko kulturo in si pomaga z nekimi paranormalnimi elementi in ga hitro vzljubijo prebivalci Twin Peaksa, tega prišleka. No, potem je tukaj še podtalno, ne samo kdo je umoril Laura Palmer, ki niti ni bila nedolžna, kot vidimo kasneje, tudi kako je še neka gangsterska združba zraven, kako so še neke tajne skupnosti, vse se tukaj zmeša in resnično je serija posebna, pač paleta vseh čustev, dogajanj, vse karkoli si lahko zamislimo. Tudi parodija na žajfnice na nek način, na prejšnje TV serije, ki so jih v ZDA snemali recimo. Zreformira pa ta serija popolnoma televizijo, severnoameriško, tako ameriško kot kanadsko. In od tega dalje, od te serije dalje bo novo pravilo, kako v 90-ih letih serije snemati. To je zanimivo, ker ima takšen pridih in takšen kino varianta efekt. Kamera je resnično dobro zastavljena, filtri barvni, rjava ali oranžna slika, kar se dogaja v gozdu. Zopet ti gozdovi tukaj, ki obkrožajo Twin Peaks, njegova mladost Davida Lyncha, ki so vplivali na... V gozdu je nekaj mračnega in temačnega po noči, ko veter zapiha čez krošnje, ogromno nekih elementov in simbolika v filmu. Zanimivo je tudi potem, da zelo hvalijo hrano. Vsi ta agenti in policaji imajo radi krofe in kavo in brez tega ne morejo. In v vsakem modelu se pojavi nekaj tega pač, da to degustirajo in preden se posvetijo primiru, vedno mora biti kava. Pravzaprav zelo ameriško. Kaj? Zelo, ja, kava in njihovi krofi. Tako da to je nekako tudi veliko teh, bo rekla, ameriških elementov, pač kako ta mesteca živijo, po kakšnemu pravilu. To je prikazano v Twin Peaksu. Torej pozitivna posledica, ne? Ta reforma severnoameriške televizije, zagotovo pa tudi na kasnejše serije Lyncheve vpliva ta prva definitivno, serija. Definitivno, ja. Če omeniva še nekaj, zopet Angelo Badalamenti, znamenito uvodno skladbo je naredil za Twin Peaks. Skoraj da danes ni človeka, ki ne bi vsaj na uho spoznal to melodijo, čeravno nekateri ne vedo, da gre za Twin Peaks. Sama melodija je znana. Danes že klasika na električno kitaro, zanimivo. Zopet Jack Nance igra nekaj istih, Everett McGill, črpalkarja, Eda igra on, nekaj starih kultnih ameriških igralcev, s katerimi Lynch še ni sodeloval, nekaj kanadskih tudi. Seveda v glavni vlogi pa Kyle MacLachlan kot Dale Cooper. Ampak, če greva še nekaj tega demona oziroma enega večjih negativcev v seriji, igra pa kar eden od, ki do takrat sploh ni bil igralec. Frank Silva, eden od tistih, ki je Lynchu pomagal pri opremljanju prostorov, dizajn, tudi kaskader je bil na trenutke, vendar zaradi vizualnosti dolge sive lase, brutalen obraz, takšen malce surov, ga je Lynch kar kot igralca vmes uporabil. Včasih je zgodba zastavljena, včasih si po svoje zmišljujejo. Pač kakor da malce zeksperimentirajo s scenarijem, to je zanimivo. Ja, vpliv na druge serije. Definitivno bi dve izpostavil kot prvo, kar so v ZDA v 90-ih snemali, in sicer Dosje X, X-Files, sicer druga tematika, raziskovanje vesoljcev, paranormalnega in podobno, pa vendar je vplival Twin Peaks malce na to, definitivno. Ali pa Severna obzorja, recimo, ta je bila zanimiva, ko se nek zdravnik, takšen zelo živčen, nervozen, preseli nekam na sever, mislim, da Sicily se imenuje ta naselja na Aljaski, in potem je čisto druga kultura kot znotraj mesta, kjer je prej živel. In je tudi nekaj tragičnih in komičnih elementov v tej seriji, ki črpajo tudi delno iz Twin Peaksa. Teh serij je bilo še več, midva sva morda dve največji imenovala, ki je Twin Peaks vplivala na to. Pa dejansko takrat, ko se snema Twin Peaks leta 1990, nastane še film Divji v srcu. Ja, Twin Peaks je bil zastavljen tako leta 90, prva sezona, 7 oziroma 8 delov, vključno s pilotom, ker še niso vedeli, ali bodo dobili denar za naprej ali ne, ker postane uspešna in kultna. Prva sezona posnamejo 91. leta, še drugo, ki pa ima 22 delov, druga sezona. Vse ne posname Lynch, nekaj tudi sam Mark Frost, in pa Lynch potem previdno izbira sam režiserje, kdo bo kateri del Twin Peaksa režiral. Zakaj?
ker sam želi zraven še svoj celovečerni film posneti. In s celim srcem ne more tudi biti pri seriji, kar je logično. Divji v srcu, Wild at Heart, leta 90, igrata pa recimo Nicolas Cage v glavni vlogi uporniškega popotnika, kot nekega takšnega mačo ala frajer varianta, in pa Laura Dern, to je pa tudi neka igralka, ki je kultna Lynchova igralka in je tudi njegova hišna. Tako kot Kyle MacLachlan, tudi Laura Dern bo v večjih filmih Lyncha nastopala. In igrata nek uporniški par, se pravi Laura Dern in Nicolas Cage, ki se dogaja pač zgodba na ameriškem jugu in je tak road movie, zelo nasilen. Tudi oziroma gangsteri so zopet zraven. Mama te ženske, ki pobegne s tem upornikom, se ne strinja, da hči pač s tem prestopnikom. In za njima pošlje neke morilce in detektive, da ljubimca ogrožajo in podobno. Nekaj popolnoma divjega in drugačnega zopet kot Twin Peaks. Tukaj je zelo veliko krvavega nasilja, tudi odprte glave, odtrgane ude imamo v filmu. Tudi prvič kar precej seksualno in nazorno prikazuje ta odnos med tema dvema glavnima protagonistoma in podobno. Je pa Lynch uporabil neke tudi za stranske vloge nekaj igralcev iz Twin Peaksa, recimo, ponovno. Zopet Jack Nance, kot član neke nepomembne tolpe. Recimo tudi Cheryl Lee, tista, ki je igral umorjeno Laura Palmer v Twin Peaksu, zaradi katere se je vse začelo. V Wild at Heart nastopi v stranski vlogi, kot dobra vila na koncu filma, ki ljubimcema pomaga, pač nek paranormalni vizualni efekt, to je zanimivo. Ta film v Ameriki sploh ni bil dobro sprejet, v ZDA kritikom ni bil všeč. V Evropi, v Cannesu, recimo v Franciji, strani evropskih in britanskih kritikov je pa dobre ocene dobil, kar se večkrat zgodi pri filmih Davida Lyncha, da je bolj razumljen v Evropi kot doma v ZDA. Kakšen je pa razlog za to? Ja, najbrž ravno to, ker se Lynch zgleduje po evropskih režiserjih, kot smo menjali že Buñuela, Polanskega, Bergmana, in v Evropi morda bolj razumejo pač tako zgodbo kompleksno, ki ni na prvo oko, in te skrivnostne elemente. Vemo, ameriški gledalci hočejo pa, da je vse, žal, realna resnica, vse na pladnju, na prvo oko, da je zgodba čim bolj preprosta in zanimiva. To je ta razlika med evropskimi in ameriškimi. Mogoče v Evropi ljudje terjajo pa nekaj bolj sofisticiranega, zato morda Lynch tu bolj uspešen. Torej, potem pride nekako sredina 90-ih let, ko nekako Lynch usahne, nastane nekaj TV serij, TV filmov, ko nekako ni preveč uspešen. Ja, če je Twin Peaks bil zelo uspešen, je Lynch morda tukaj je še vedno želi snemati televizijske serije, pa vendar niso tako uspešne. On the Air ali pa Hotel Room, hotelska soba, samo nekaj delov, obe dve serije, in potem so že takoj odpovedali producenti, ker ni bilo gledano. Morda preveč komično, abstraktno, sploh ta prva On the Air. In nekako tukaj se je kar malce potopilo, tako da v sredini 90-ih letih potem se je poslovil od snemanja TV serij. Edino, kar se je pač nekako s kratkimi videi in filmčki ukvarjal, vendar nič kaj pretresljivo znanega ni nastalo. Do leta 97, ko nastane film Lost Highway. Tako, ali Izgubljena avtocesta v prevodu, ki pa je prvi zopet, to je pa prvi, bi lahko rekli, prvi film trilogije, še dva takšna filma bosta, o iskanju identitete, temu lahko rečemo trilogija identitete ali neka sansko-surrealistična trilogija. Če so bili Razorhead, Elephant Man in pa Dune nekako trilogija neke industrije, kot bi lahko rekli, neuradno na prvo oko. Lost Highway je pa trilogija iskanja identitete, kdo sem, kaj sem, kakšne so moja poslanstva in pogledi na tem svetu. Bill Pullman in Patricia Arquette igrata v glavnih vlogah v tem filmu. Nek glasbenik, saksofonist, ki živi s tem svojim dekletom, živita zelo bizarno in malce odtujeno eden od drugega. On tudi ni družaben, čeravno je glasbenik in nastopa v nekih barih.
dobivata po pošti videokaseto, ki prikazuje njiju dva, kako spita v lastni hiši, torej jo je po noči nekdo snemal. Imamo še nekega čudnega, kot nek škrat, nek demon, ki se vmeša v življenje, za katerega nekateri kritiki ocenjujejo, da je njegova vest. Ta demon je vest glavnega lika tega glasbenika. Ali je on, ali je ljubosumje, morda tudi to. Potem vidimo naenkrat, da je ta njegova ženska kar umorjena in njega samega obtožijo tega umora, on se pa ničesar ne spominja. Potem se preodrugači v nekega najstnika, njegov alter ego, druga polovica filma je popolnoma drugačna zgodba z drugimi igralci. To je tisti veliki preobrat v temu filmu, kar Lynch v nobenemu filmu ni storil do zdaj. Nelinearna zgodba. Mar je ta drugi del prikaz življenja pred tem, kar se je na začetku zgodilo, ali gre zopet za nekaj čisto tretjega. Ta drugi lik je pa nek avtomehanik, drugi igralec seveda, Balthazar Getty, nič več Bill Pullman, mlajši, popolnoma privlačen ženskam, popolnoma socialen, hodi v družbo, prvi je bil zadržan in nekako ni bil preveč za ljudi naklonjen. Ta drugi pa lačen življenja in zopet sreča žensko, ki se z njo zaplete. To pa je ista ženska, Patricia Arquette, ki je živela s tem saksofonistom. Tako da vidiš, je bilo to njeno življenje pred tem ali kako je to povezano. Mar je ta najstnik isto, ta njen moški ali ni? To je ogromno vprašanje. Tukaj film je zopet bolj bil ocenjen pač nekako v Evropi kot v ZDA. In zopet, Angelo Badalamenti za krmilom glasbenega pač prispevka in podobno. Zelo zanimiv film, vreden ogleda. Ampak zelo nasilen, krvav in tudi erotičen. Tako da zahteva želodec gledalca. Kaj bi pa rekel za njegov najbolj mainstream film iz leta 1999, Straight Story? Resnična zgodba ali Straight Story za konec tisočletja, ko Lynch zopet obrne ploščo in nekaj popolnoma drugačnega, v nekem ostarelemu moškemu, ki čez več ameriških držav odpotuje kar s kosilnico, zelo počasi se vozi po cestah, po avtocestah, po stranskih, da obišče svojega brata v neki oddaljeni ameriški državi, ne vem koliko, 300 milj naredi s to kosilnico, tako je opisano, imenovano v filmu, da bi se spravil z bratom, zdaj sta oba dva že precej v letih in očitno oba bolana ali na smrt oziroma ne vemo koliko časa še imata. Starejši brat obišče tega mlajšega, pa vendarle sta oba dva bolna. In pred desetletji sta si rekla nekaj, kar ju je sprlo in desetletja nista govorila. Sedaj gre pa obiskati, da se bota očitno spravila, pa ko pride do brata, ne vemo, kaj mu reče, bo opravičilo, niti nismo izvedeli, kaj ju je sprlo pred desetletji. To si gledalec sam predstavlja. Pomembna je ta pot tega moškega s kosilnico, kako potuje zopet mimo teh vasic in majhnih mestec, recimo kako to izgleda v Ameriki, ta družba. Film niti ni Lynchovski zgodbi, brez težav sledimo, ker je zelo preprosta, mainstream dejansko, kot si omenila. So pa določeni liki, kakšni dvojčki, abstraktni, kakšni ljudje v baru, v kafičih, ki pa zopet spominjajo na like iz njegovih filmov ali iz serije Twin Peaks. To je zanimivo. Tako da, morda je ta najlažje gledljiv. Tisti, ki bi začeli z Lynchem, morda bi začeli s Straight Story ali pa z Modrim žametom, ki sva ga omenjala, ki je sicer temačen, a zgodbi se da slediti. Ta dva filma sta najlažja. Morda resnična zgodba in Modri žamet, da je gledalec, da ima sledi. Omenjaš ta Modri žamet, ki lahko rečemo, da je njegov prvi najbolj kultni, najbolj priznan film. Tudi danes najbolj priznan. Tako, kaj pa potem drugi, kdaj ga je nanizal? 2001, če se ne motim. Tukaj pridemo pa, če je Straight Story film zase, pridemo pa sedaj v film 2.1, to je pa Mulholland Drive, kakor se imenuje neka ulica v Los Angelesu v Kaliforniji. Mulholland Drive, ki pa je drugi iz te trilogije Identitete. Prvi je bil Lost Highway, malce prej. To je pa zanimivo, kako je ta ideja za ta film. Razmišljal je Lynch, da bi nadaljeval z enim od likov iz serije Twin Peaks, Audrey Horne, pač hči hotelirja v Twin Peaksu, ki se kasneje preseli v Hollywood in dobi svojo posebno oddajo, vendar se to ni realiziralo.
Odločil se je potem za Mulholland Drive, kjer je pa zopet ta kriza identitete. Neka ženska, v glavni vlogi Naomi Watts, igra ta znamenita avstralska oziroma angleška igralka, ki takrat z Lynchem sodeluje. Ko pride iz Kanade v Hollywood v tem filmu in želi postati igralka, njene sanje se bodo uresničile. Obenem se v njeni sobi znajde ženska brez spomina, vloga pač Laura Herring, ki je bila Miss ZDA takrat, pač ne je dal to vlogo, ki pa je izgubila spomin zaradi prometne nesreče, do katere pa je prišlo, ker je želela že mafija eliminirati. To skrivnostno žensko. In nesreča jo je rešila, da je te mafice ubilo, ona je pa preživela brez spomina. Sedaj se ti dve ženski združita, Naomi Watts, ki želi biti igralka, hodi na audicije k nekemu režiserju. Režiser ima tudi neko ženo, ki ga vara in podobno. Mafija grozi režiserju, tudi tukaj je nek temačen pridik, če ne boš vzel te igralke, se ti bo nekaj zgodilo, pazi. Tukaj je Lynch prikazal, kako pokvarjeno Hollywood deluje v resnici. Kako producenti ali mafija vodijo vse niti in igralce podtikajo, če ravno želi režiser drugo vlogo. Tukaj je tudi prikaz družbe zelo kritičen. Pa vendarle se zopet obrne druga polovica filma, kot že v Lost Highway prej, kako ti ženski zamenjata identiteto in sta popolnoma v drugem svetu in drugi zgodbi. Isti liki znotraj so samo še ta režiser, recimo, ki je bil v prvi zgodbi, in še nekaj ostalih, ostalo je pa obrnjeno na glavo. Zelo kompleksna, nelinearna zgodba. Zahteva celega človeka in velik razmislek ob filmu. Sam Angelo Badalamenti, skladatelj, končno tudi nastopi kot stranski lik, ki mu ponujajo kavo in je razočaran nad to kavo, kot v vlogi nekega mafica, ki pride temu režiserju groziti, recimo. Tako da toliko filmov mu je skomponiral, sedaj pa končno še nastopil v Lynchovem filmu kot zanimivost. Torej, leto 2006 pa nekako naniza zadnji celovečerni film. Ja, v letu 2006 je še Inland Empire, njegov najdaljši, cele 3 ure traja ta nočna mora, bomo rekli, ker dejansko je film morast. Zopet v glavni vlogi Laura Dern, njegova hišna igralka, ki je že v Divju srcu nastopila ali tudi v Modrem žametu ob Kylu MacLachlanu. Ona igra zopet neko igralko, ki bo delala neko kariero, dogaja se, neke scene so snemane in tudi dogajajo se na Poljskem, v Srednji Evropi. Potem imamo zopet nekega režiserja kultnega v filmu, ki zasede to igralko, igra ga recimo znameniti Jeremy Irons. Ta režiser naj bi bil sam Lynch, njegov alter ego v filmu, kot so kritiki kasneje povedali. In tukaj je pa tako, zopet ta kriza identitete, ta ženska se tako vživi v svojo vlogo, Laura Dern, ki igra to igralko, da na koncu ne vemo, kaj je njeno resnično življenje, kaj pa tisto, kar snemajo, zgodba filma. In je zopet konfuzno gledalcu. Torej nekako kot tretji del trilogije Iskanja identitete. Iskanje identitete, Inland Empire se s tem zaključi. Pri nekaterih kritikih visoko sprejet in čislan, pri drugih sploh ne, ampak od takrat dalje ni dobil več proračuna, da bi Lynch posnel še kakršnikoli celovečerni film. Od leta 2006 in do dan danes. Ampak vseeno, 2017 pa Twin Peaks tretji. Tako, sezona. Vmes od 2006 do 2017 je še več teh kratkih filmčkov posnel, tudi kot slikar eksperimentiral, kratki videi, kot neka animacija, recimo kako hrošč leze čez hišo in pade na hrbet. Bug Crawls je naslov, recimo, in podobno. Ampak kaj velikega serija ali filma ni posnel, vse do 2017, kot končno spet zopet z Markom Frostom oznanita, da bo tretja sezona Twin Peaks. Morala bi priti že prej, 2014, zaradi težav pri produkciji, igralci. Se ni šlo, tudi budžet, vložek ni bil takšen leta 2014, kot bi moral biti. Tako da 2016-2017 to snemajo in 2017 ljubitelji in fani Twin Peaksa končno čakajo 17 novih delov. Torej dejansko po 25 letih. Po 25 letih. Tudi zgodba se dejansko 25 let kasneje dogaja, tako da idealno, igralcev ni potrebno postarati, ker so dejansko takšni, kot so. Veliko je tudi novih likov. Kyle MacLachlan se zopet vrne kot Dale Cooper, Sheryl Lee kot Laura Palmer, Sherilyn Fenn kot Audrey Horne, recimo.
James Marshall kot znameniti James Hurley, uporniški motorist v Twin Peaksu. To je nekaj likov. Ostali so pa drugi, tudi v tem primeru zopet Naomi Watts, ki je igrala v Mulholland Drive, igra tukaj zelo pomembno vlogo v 3. sezoni serije Twin Peaks, recimo. Zopet komično, resni, grozljivi dogodki, ampak z eno veliko razliko. Nekateri fani so bili zelo razočarani na 3. sezono, drugi so serijo skoraj da po božje pozdravili, tako so bili navdušeni. Ni takšen tipičen posnetek, oziroma da bi se zgledoval po originalnih 2 sezonah iz začetka 90-ih. Zgodba seveda se nadaljuje, vendar je še bolj razširjeno. Sedaj se dogaja v New Yorku, v Nevadi, tudi nekaj v Buenos Airesu ali pa na ameriškem jugu. Zaidejo zgodbe in ogromno likov izven Twin Peaksa, vendar mora gledalec to povezovati, kako se na koncu vse skupaj izteče. Bolj je podobna ta serija, da omeniva še en film njegov, ki ga nismo omenila, iz leta 92, Twin Peaks, Ogenj hodi z mano. To je bil pa film, kjer so prikazali predzgodbo dogodkov serije, torej film je kronološko prvi. Potem sta 1. in 2. sezona, ki zgodbo govorita v dogodkih od filma dalje, čeravno je film kasneje posnet. 3. sezona je pa sklepna vsega skupaj. Se nadaljuje tam, kjer se je 2. končala. In tukaj notri se je Lynch poklonil ne samo prvima 2 sezonama, s katerima ima zelo malo ta 3. sezona, bolj je podoben filmu iz leta 92, ta 3. del serije Twin Peaks. Ampak tisti film ne izpolni pričakovanj publike. Ne, preveč. Zopet je veliko enih vprašanj, vse je ostalo odprto. Prikazano je, kako je umrla sicer Laura Palmer, ker v seriji ni bilo prikazano, je samo pač so raziskovali, morilca razkrili in podobno. V filmu so prikazani zadnji dnevi njenega življenja, recimo, to je zanimivo. Pa vendar začetek filma je zelo nerazumljiv, kot bi bila zgodba zase. To je težava v tem filmu. Serija pa vse to poveže. 3. sezona Twin Peaksa poveže prvi 2 plus film, da je malce bolj jasno. In bolj se skoraj da zgleduje tudi vizualno in v nasilju se bolj na film naslanja, kot na prvi 2 sezoni. Kar pomeni, da je bolj nasilna, krvava, tudi bolj razgaljena, bolj drzna. Obenem pa črpa tudi iz vseh svojih drugih filmov Lynch. 3. sezona ni samo, bo rekla, renesansa samega Twin Peaksa, imamo elemente Duna, imamo elemente Modrega žameta, vsega, elemente Mulholland Drive, če želimo, vse je notri. Pokloni se po enem delu tudi Stanleyu Kubricku, svojemu velikemu vzorniku, filmu 2001 Odiseja v vesolju. Zelo znamenita prispodoba. Tako da ja, tudi ko se 3. sezona zaključi, še ne da čisto odgovorov, tako da nekateri razmišljajo, a bo mogoče še 4. posnel. Vse je še odprto, sam je rekel, da ne more reči niti ja, niti ne. Bomo videli, kaj bo mojstra pičilo. Lahko rečeva, da je on mojster tudi ostalih veščin, da je fotograf, da je slikar. Kaj bi rekel na njegovo ustvarjanje izven sfere filmskega? Lahko rečeš tudi, da kakšno besedo o tem, da je Ljubljana razstavljala njegove slike leta 2018? Tako, res je. Sam sem si šel z eno prijateljico, sva si igralko tudi iz Ljubljane, sva si šla to gledati. Kar nekaj ur sva se zadržala tam v Tivoliju, v dvorcu, kjer je to bilo razstavljeno. Dejansko originalne njegove slike iz vseh obdobij, ko je Lynch kot slikar ustvarjal, je mestni občini ljubljanski podaril za nekaj časa, da so tam razstavljali. In tam sem šele prvič tudi videl, dejansko sem prvič imel pogled, kakšna dela so to. Meni osebno bi rekel zelo podobno temu, kar je on v televiziji in v svetu kina, kot so njegovi filmi. Dosti so temačne, neka tesnoba se čuti. Nekatere so mi celo podobne slikam, morda ne preveč, pa vendarle, če bi lahko z evropskim slikarjem povezal, ne v stilu, vendar v tematiki.
Edvard Munch, znameniti norveški slikar iz začetka 20. stoletja in iz 19. Slika Krik, ki je zelo znamenita. Lynch ima nekaj tudi takšnih abstraktnih, podobnih. Večinoma so pa kar črno-bele te njegove slike, niti niso tako barvne. Tako da neki čuden, temačen občutek, neko slutnjo ponazarjajo. Si predstavljam, da so to definitivno slike avtorja Twin Peaksa in Modrega žameta. Recimo narisana je ženski akt, ki leži in na njenem telesu, na trebuhu je napisano I write on your stomach how much I love you. In to je umetniška slika za Davida Lyncha, recimo ljubezenska. Potem neka glava, ki je podobno kot Krik Muncha, kjer je nek črn oblak okrog glave, kot da so neke zle misli v tej figuri in podobno. Ni za vsak okus, ampak definitivno je bilo vredno ogledati ta stava. Ja, Lynch ima posebne poglede v slikarstvo. Vemo, da ne takšne kot Oskar Kokoška. Ampak ja, so ekspresionistične, so eksperimentalne in surrealistične, tako bi lahko označil. Ja. Čas se nama nažalost počasi izteka, da je vam mogoče za sklepno dejanje malo povedati, kaj je res njegova zapuščina, filmska in druge sfere, kako je pokril in mogoče tudi na koga je vplival? Ja, na koga je vplival. Definitivno smo videli, kdo so bili njegovi vzorniki, od Buñuela do Polanskega, do Tatija, recimo. Pa vendar, ja, velika zapuščina tako ameriškemu kot evropskemu filmu, predvsem ameriški televiziji, kako snemati TV serije, tudi evropskim avtorjem, recimo, nekako. Nekateri so primerjali, češ evropski David Lynch, je pa danski Lars von Trier, recimo, tudi takšne so se že kritike ali očitki pojavljali, če ravno nekateri Trierja čisto kot solo režiserja štejo, pa vendar mojster temačnega in bizarnega, podobno. Tako da, mislim, da je sam Trier nekoč priznal, da je bil fan Twin Peaksa, da je kar vplivalo nanj, tako da drži najverjetneje. Tudi ja, zelo v Evropi, zelo cenjen na Canneskem filmskem festivalu, na Azurni obali, tam so njegovi filmi velik impact, velik učinek so pustili pri gledalcih. Tudi najbolj je bil v Evropi ocenjen strani angleških, francoskih, morda kdaj nemških kritikov. V Ameriki, v ZDA sami ne tako razumljiv kot pri nas v Evropi, pa vendar ne predstavljajo si pa filmski kritiki in določeni režiserji danes filma brez njega. Kakšen film bi bil dejansko slabši, kakršen je, če ne bi obstajal veliki David Lynch. Tudi nekateri slikarji sami so rekli, da so zelo pod vplivom njegovih slik, da je zelo pomembno prispeval tukaj, s fotografijo se je tudi ukvarjal. V sredini 80. let, če se ne motim, je potoval po severni Angliji, ker je hotel ustvarjati te in barvne in črno-bele fotografije teh starih industrijskih mest. Ta industrializacija smo videli, da ga je privlačilo. To ima tudi v filmih Dune ali Človek slon, Razorhead, se najbolje to vidi. Tako da je tudi nekaj s fotografijo se ukvarjal, vendar in slikarstvom, potem ni tako znan, kot je pač v filmih. Definitivno se pa povsod vizualno in v filmu, slikarstvo, fotografiji vidi, da je Lynch samo Lynch. Definitivno, to je nekako. Ali je nekemu človeku zelo všeč, da je tudi še to bi omenil, ali je nekdo njegov fan, občudovalec, nekateri pa pravijo, da ga sploh ne morejo gledati in mu slediti. Tu je pač mnenje deljeno. Jaz spadam pač med tiste ljudi, ki ga zelo cenim in občudujem. Tudi jaz kot otrok sem prvič videl ravno takrat, ko je prišlo leta 1991, pozna zima, pomlad. Prvič serija Twin Peaks in me je takoj začaralo. In tudi do poletja, ko je trajalo, še do naše vojne takrat, se spomnim, kako smo vsako poletje čakali zvečer, da bo ta druga sezona Twin Peaksa, kako se bo zaključilo in podobno. Tistega leta 1991 sem tudi film Modri žamet videl prvič in me je ravno tako posrkal ta svet Davida Lyncha, to je zanimivo. In vizualno, in glasbeno, in tematsko. Zanimivo se mi zdi zaključiti z njegovim citatom. Zanimalo me je, kaj ga je v bistvu pri vsej tej umetnosti privlačilo. In je rekel nekako takole: vsak gledalec bo dobil drugačno vsebino. To je tista stvar glede slikarstva, fotografije in filma, ki me privlači.
Se strinjaš z njim? Tudi tebe to privlači, da vsak dobi drugačno stvar? Definitivno, definitivno. Strinjam se s tem, ker dejansko vsak, ki to proučuje, ki gleda, ki spremlja ali te slike ali filme, vsak si lahko tudi po svoje razlaga in interpretira in vsak dobi nekaj takšnega, kar je njemu morda bližje oziroma kako si bo opazovalec razložil. Tudi, nasploh Lynch, lahko bi rekli, da Lynch je tisti, ki se da interpretirati na 1100 načinov. In tisti, ki smo fani, ljubitelji njega, ga vsak lahko tudi drugače razume. To je zanimivo. Dragi Goran, najlepša hvala za vsa pojasnila. Kaj nas čaka prihodnjič, kaj lahko obljubiš gledalcem? Prihodnjič bi pa zopet se posvetili velikemu okultnemu režiserju in če smo si danes bolj temačnega in abstraktnega Lyncha ogledali, danes je bil Lynch, naslednjič pa bomo si ogledali največjega in najbolj uspešnega hollywoodskega režiserja, ki ima tudi vsakemu gledalcu nekaj za ponuditi. Prihodnjič Steven Spielberg, vabljeni. Super. Odlično, torej zaključim pa res samo še z Davidom Lynchem, ki pravi: negativizem je sovražnik ustvarjalnosti. Dragi gledalci, spoštovane gledalke, bodite čim bolj kreativni in nič kaj negativni. Nasvidenje do prihodnjič.